Zdaj sem že kar začel govoriti. Ta zadeva s Stepanom se lahko postavlja, da bazira na zgodbi in potem lahko pripelješ človeka, se pravi obiskovalca, skozi celo pot, ampak potem bo več Stepan. Jaz sem pač vesel, da smo zdaj tole uspeli postaviti. Stvar, priznati moram, da je pobuda prišla iz strani Nove Akropole, da se potem, ko smo vzpostavili stik, smo se nekajkrat dobili, Stepan, Boštjan Grilčič pa jaz, kasneje se nam je še Vida pridružila in smo potem te njihove replike smo gledali, tipali in se dogovarjali, kako bi bilo to najboljše, da bo to primerno za slepe. Jaz sem že ves čas imel že v vidiku, da bi bila to lahko, da bi tukaj naredili eno razstavo, ki bi bil tipični primer, kako se delajo razstave za slepe in slabovidne. Tako da tiste pomanjkljivosti, ko so zdaj tukaj, bom probal, da bi to mi naredili tekom poletja, ko bo to razstava, in da bi potem, ko se bo ta razstava selila po Sloveniji, da bi lahko potem tudi tam tako postavljali. Zdaj, razstava je narejena tako, da so opisi zastavljeni tako, da je najprej opis slike, se pravi tako, kot mi videči stopimo v prostor, vidiš sliko in potem greš do slike in si jo ogledaš. In tako je isto to. In potem, ko si ti sliko ogledaš, v tem primeru si slepim tipa, sliko tipa, potem prebere tekst ali obratno in potem lahko naprej prebere tudi to, kaj predstavlja, oziroma kdo je Nefretari, kaj pomeni recimo egipčanska barka in tako naprej, v tem smislu. Tam na začetku sta tudi kataloga, eden je v povečanem tisku, oziroma dva sta povečan, dva pravopravci, pa tudi z manjši katalogi za videče, da lahko preberejo pa odnesejo domov, če bo kdo želel. Na koncu, ko to pretipa, pač zaradi ustreznih ukrepov, je priporočeno, da se tam na koncu umije roke. Zdaj s Stepanom smo dogovorjeni, da če bo kakšna barva zginila, glede na to, da se bo pa tipalo vse te zadeve, da bojo pač oni to obnovili v tem smislu. Tako, toliko sem jaz imel, lahko rečem, da je še sodelovala zraven Sanja Kos, ki pa ima zdaj drugo zadolžitev na koncu, tako da je ekipa nekako sestavljena in da lahko pol zdaj te replike delamo naprej, pa bo pa več Stepan povedal. Zdaj bi pa Matej, prosim, ko vam nisem dal besedo, najprej bi mogel kot predsednik, prosim. Kadarkoli pride na vrsto, je prav. Jaz se zahvaljujem kulturnemu društvu Nova Akropola, da se je spomnila na nas. V tednu slepih je naš namen osveščati druge ljudi, da smo tudi mi tukaj, seveda pa obenem tudi naše, da življenje teče, ne glede na to, koliko ostanka vida imamo ali nimamo, in da lahko še marsikaj lepega doživimo, tudi če imamo kakšen hendikep. Obenem pa je letošnji teden slepih nekaj posebnega, saj obeležujemo tudi 100 let organiziranega delovanja slepih, ki so 1920 se odločili, da bi želeli biti aktiven partner v oblikovanju življenja slepih, ki so takrat praviloma pristajali na ulicah in beračili. Osnovni namen tega združenja je spremeniti kakovost življenja slepih, tako da se jim pomaga na eni strani,
na drugi strani pa seveda, da se tudi javnosti in drugim dobronamernim ljudem, ki so pripravljeni podati roko nam, pove, kaj je pravzaprav tisto, kar mi potrebujemo, kaj bi bilo dobro za nas, in marsikdaj se pokaže, da rešitve, ki nam olajšajo življenje, niso tako ozko specialne, da ne bi še komu drugemu tudi pomagale. V svojem delu danes ni toliko več problem, da slepi beračijo, čeprav je še vedno zelo majhen odstotek slepih in slabovidnih zaposlen. Tako da kakšnih velikih dohodkov naša populacija nima. Vseeno pa poskušamo sodelovati aktivno pri oblikovanju zakonodaje. Poskušamo dokazovati ljudem, da lahko in zmoremo marsikaj tudi postoriti, kljub temu, da nismo ravno popolni v vseh ozirih. Seveda, če imamo izpolnjene določene pogoje, bodisi organizacijsko, da nam ljudje pomagajo, ali pa s pomočjo tehničnih pripomočkov. Jaz upam, da naši delavci in pa člani organov s svojim trudom to dejansko tudi dosegajo ali pa dosegamo. Iščemo nove možnosti pomoči. Danes seveda ne gre toliko za to, da imamo belo palico, danes so seveda interesantno vprašanje, kako uporabljati pametne aparate oziroma iskati umestnike, ki nam bodo pomagali uporabljati to sodobno tehnologijo. Seveda pa bi na zvezi radi tudi pokazali, da znamo gospodariti s tistimi darili, ki nam jih ljudje zapuščajo, in ravno trenutno je v teku dokazovanje ali pa prepričevanje naših državnih veljakov, da lahko tudi mi gospodarimo z gozdovi, ki nam jih je zapustil monsinjor Tomo Zupan, čeprav je sklad zemljišč gozdnih in kmetijskih bil drugačnega mnenja in je pred nekaj leti zahteval, da se ta zemljišča vpišejo kot last države. Upam, da nam bo uspelo to prepričati vrhove politikov in da bomo lahko razvijali naše programe na lastni zemlji, da tako rečem, ki smo jo imeli vsaj v upravljanju, pa tudi že priznano v lasti več kot 80 let. Tako da še enkrat se zahvaljujem za to lepo gesto. Jaz upam, da bomo še večkrat lahko sodelovali. Na koncu pa naj povabim še vse tiste, ki želijo kakorkoli doprinesti k izboljšavi dela naše zveze, da namenijo 0,5% dohodnine, ki jo država že tako vzame naši zvezi. Mogoče bi pa zdaj še o sami razstavi in pa o ideji, pa gospod Stjepan